MNZS podcast, zgodbe in podobe novejše zgodovine. Dobrodošli v podcastu Muzeja novejše zgodovine Slovenije, v katerem odkrivamo drobce 20. stoletja. Moje ime je Korin, vi pa poslušate 9. epizodo mesečnega podcasta, v kateri raziskujemo dokumentarno razstavo Sinagoge Maribor z naslovom Tu se je smrt utrudila do smrti, slovenske žrtve Auschwitza. Razstava pripoveduje o koncentracijskem taborišču, v katerem od maja 1940 do januarja 1945 je bilo ubitih okoli 1,1 milijona ljudi, od tega 960 tisoč Judov. V Auschwitz so pa odpeljali tudi 2300 oseb iz Slovenije, domov se jih je pa vrnilo okoli 1000. Za večino preostalih pa je bilo koncentracijsko taborišče kraj smrti. Zato Auschwitz danes velja za največje pokopališče slovenskih žrtev druge svetovne vojne. Z direktorjem Judovskega kulturnega centra Sinagoga Maribor, Borisom Hajdinjakom, se pogovarjamo o razstavi in seveda štartamo prav na začetku, tam, kjer se je zgodba začela. Ja, začne se z moj, čisto osebno zgodbo. Namreč, jaz sem se spomnil Auschwitza srečal mnogo let nazaj, še v osnovni šoli, ko sem prebral članek v reviji Radar. To je bila nekoč zelo kvalitetna revija. In takrat naprej ta sicer zadeva meni nekaj bila spominjala, nikoli pa si nisem se ukvarjal s tem na ta način, ampak seveda skozi leta je prišlo do tega. Ampak tisto, kar me je takrat prvič presunilo, je ta neizrekljiva groza, ki se s tem krajem povezana. To seveda niso prijetne stvari in načeloma se ljudje ne bi s tem ukvarjali preveč. No, na koncu se je seveda izkazalo, da je pač mene življenjska pot privedla tega, da se zdaj na koncu profesionalno s tem ukvarjam. In moram povedati, da tisto, kar je bil prvi, ta feeling, torej groza, strahota, ima en podton. Namreč tam je bilo zelo veliko ljudi umrlo, ampak veliko jih je tudi preživelo. In ti, ki so preživeli, so preživeli predvsem zato, ker so neizmerno verjeli v življenje. In Auschwitz torej ni kraj samo, kjer je največja možna koncentracija smrti na zemeljski obli, kadarkoli, kjerkoli bila, ampak je po mojem mnenju točka, na kateri je ta volja do življenja, do preživetja, najbolj izrazita bila do zdaj kjerkoli. No in ker to potem gre skupaj, pa zato tudi, ker ko je človek starejši, malo začne drugače gledati na življenje, se mi to zdi en taki izjemni izziv, čisto ne samo strokovnega zgodovinskega vidika, ampak človeškega vidika. Z strokovnega vidika pa je seveda zadeva pač takšna, da druga svetovna vojna kot takšna ima seveda pri nas v slovenskem prostoru mogoče nekatera področja ne dovolj pokrita. Teh je že kaj z vsemi temi žrtvami in dogodki, ki niso bili strogo vezani na oborožene spopade. Deloma je to seveda nenamenoma, bilo narejeno še v prejšnjem sistemu, žal pa se to v zadnjih 30 letih seveda tudi nekaj dosti popravilo. Namreč mi imamo vsa desetletja Zvezo združenj borcev, ki skrbi za ohranjanje spomina partizanske strani, ampak že Zveza združenj borcev govori o tem, da seveda so tu v prvi vrsti ljudje, ki so se zagotovo izjemno pogumno, aktivno nasprotovali okupatorju, žal tudi domačim izdajalcem, ampak kje so pa vsi ostali, ker za vsakim tem je bila neka družina, niso si enako trpeli, ampak zdaj spet znotraj tega so ti, ki so bili v taboriščih, niso nikoli dobili tega istega statusa. Zdaj ne moramo reči, da bomo Zveza združenj borcev, internirancev, karkoli, ampak posledično se to malo pozna. In dejstvo je, da seveda strokovnega vidika so se s temi zadevami ukvarjali vsa ta desetletja, dokaj so bili še v večjem številu živi, predvsem preživeli. Torej, vse te glavne publikacije, ki so nastale tako v Auschwitzu kot v ostalih taboriščih z nekimi manjšimi izjemami, so jih napisali preživeli. Z izjemno energijo, z izjemno voljo. Če gledate te zbornike, to je v bistvu čut današnjega vidika strokovno, bomo rekli, še vedno dobro. Ampak tehnično se en detalj manjka. Namreč preživeli govorijo svoje zgodbe. Mrtvi pa ne morejo govoriti svoje zgodb. In zato v teh zbornikih vedno ta moment manjka. Izjemno delo so torej ti ljudje naredili, ker če ne bi tega naredili, še tega ne bi imeli. Ampak tu se potem čisto tehnično se potvega problem, kaj pa za vsi ostali, ki so umrli tam, ki ne morejo govoriti. No in to vse skupaj je pripeljalo potem do tega, da ne da bi zdaj se javil za to, ampak ker se mi zdi, da se tudi pravzaprav nišče drug kaj dosti s tem ni ukvarjal, razen v določeni meri v okviru projekta zbiranja podatkov o žrtvah druge svetovne vojne splošno, ki pa ni nikoli bil dokončan in kot kaže še dolgo ne bo.
da je to neka naloga, ki jo pač nekdo bi moral prej slej narediti. Ne. Zdaj seveda, jaz sem direktor sinagoge Maribor, ki je sicer najmanjša javna kulturna ustanova v Sloveniji. Teda si lahko približno predstavljate, da naše moči so pravzaprav ne ravno velike, ne. Ampak vseeno je bil to neki izziv. In seveda, čeprav se mi primarno ukvarjamo z Judi, ne, ki so bili zagotovo v splošno sicer v Auschwitzu največje žrtve, v slovenskem kontekstu pa ne, v slovenskem kontekstu so največje žrtve Auschwitza Slovenci. Ne. Ko sem začel te gradivo gledati, ne, pa potem dokumente, ne, jaz nisem da mogel ločiti, ne, to so pa zdaj slovenski Judi, to me zanima, ne, tu so pa zdaj Slovenci, to pa me ne zanima. Ne. No in potem je iz tega nastala pač, ne, tudi vse naslov razstave ni slučajno izbran, slovenske žrtve Auschwitza, torej niso slovenski Judje samo, niso samo slovenski Romi, ki so tudi bili, niso samo Slovenci, ne, ampak vsi so naše žrtve. Tretja zadeva, pa če mi je dovoljeno, vseeno bi še dodal, mi Slovenci imamo dostikrat probleme z to našo majhnostjo, ne, pač vedno reče majhnost v glavah, ne. In ko govorimo o zgodovini, ne, češ, nas se pa nič ni zgodilo, pa vse so tako vse drugi naredili namesto nas, ne. Zdaj, Auschwitz ni taka zgodba, recimo, da bi se ravno človek hvalil s tem, ne, ampak dejstvo je, da pravzaprav ne morete najti nekega evropskega države, naroda, ki je bil drugo stanovno vključen, ki ni imel nekoga tam. Ne. Spet, največ je bilo Judov, ne samo iz Poljske, ampak še kot drugod, tudi iz slovenske prostore, ampak enostavno so tam žrtve iz cele Evrope. In kakorkoli je to žalostna zgodba, ne, tragična, ne, obenem sicer sem rekel, da tudi izjemno pozitivno za vse tiste, ki so preživeli, ne, se mi nekako zdi ne dovolj dobro, če Slovenija ni tu nekako koliko toliko enakovredno zraven. In to je seveda zgodba z tem nekdanjim jugoslovanskim muzejem, namreč ravno zaradi te precej znane zgodbe, ne, da torej so vsi tukaj imeli svoje žrtve, je potem v 60-ih, 70-ih letih nastalo znotraj tega okvirnega muzeja Auschwitza, ki ga vodijo Poljaki, ne, potem še za vse te glavne države, ki so imele žrtve, ne, njihovi posebni muzeji in seveda logično tudi Jugoslavija, ki ni imela tako majhno število žrtev, ne, je imela to zadevo, potem je Jugoslavija razpadla, nič ni to skrbel, klasična jugoslovanska zgodba, ne, nihče za ne skrbi, ne, pogajanja potekajo, ne vem, že pri slovičnih, ne vem koliko, 10-15 let, ne, pa seveda nič se ne premakne. In je tiha, iskrena, priznam, seveda velika želja, ne, da bi morda ta razstava naše slovensko, ne, delovanje na tem področju pospešila. Bi lahko povedali, odkot so prihajali slovenski interniranci? Glede na ta ravno problem, ne, da so ga pisali torej vso strokovno literaturo, ki je pred tem ostala zbirno spomine preživeli, ne, je tehnično že spet problem, ne, da recimo konkretno, ne, ko smo ravno o Judih govorili, ne, naprimer vi imate v tem zborniku 70 pričevanj, pa eno samo judovsko, ne, pa ni bilo 1/70 žrtev Judov, ne. Ampak drugo, kar je pa seveda šele zdaj meni skozi to raziskovalno delo se pokazalo, pa to, da enostavno ni slovenske pokrajine, ne, iz katere je bilo žrtev. Torej, nimamo samo zdaj, torej, da imamo vse te kategorije, ne, Jude, Rome in Slovence, ampak pokrajini. Problem je bil spet tehničen, ne, ker ko so starejši raziskovalci to gledali, koliko so gledali, ali pa tudi ti interniranci, ki so seveda te zbirali, ne, recimo so bili v glavnem iz večjih mest, ne, so spregledali eno zadevo, da ni nujno, ne, da je šel transport, ne vem, kot je bilo recimo zelo značilno, bi so 42 leta iz Celja, kot je največji transport, 500 ljudi recimo, ne, to so številke, da jasno ne boš opaziti recimo, ne. Namreč obstaja v tem svetu koncentracijskih taborišč, ki je verjetno čisto sporedno vesolje v Tretjem rajhu, ne, torej ogromne premikanje taboriščnikov iz enega v drugo taborišče. No in recimo zadnja recimo zgodba, ki je recimo na tej razstavi, je zgodba enega iz slovenske Štajerske, relativno pozno je bil poslan v taborišče, ne, v Dachau, in potem je bilo to pač, ker je bil Dachau, tam izginil. Pa se je izkazalo, da sploh ni Dachau on izginil, ker je bil z Dachau poslan naprej, septembra 1944 v Mauthausen in šele decembra, ne, torej manj kot mesec dni pred zaprtjem taborišča, pa iz Mauthausen v Auschwitz in tam šele za njim izgine sled. In sorodniki tega nikoli niso vedeli, niso raziskovali, nihče se s tem ni ukvarjal in v praksi se izkaže, da recimo on sploh ni na spisku, recimo, ne, pa na koncu sploh ni umrl Dachau, ampak je umrl očitno v Auschwitzu ali nekje drugje, ne. Tako je najbolj bi rekli opazna zadeva je bila, recimo je tudi ena izjemna zgodba, je recimo Dolenjska, ne, del ljubljanske pokrajine, to je bilo pod italijansko okupacijo, ne, iz Dolenjske sicer, ne, je bil res en transport, ne, ampak Romov, leta 1943, ne, ampak relativno velika skupina Slovencev iz Dolenjske, ki je leta 1942 kot partizanov pa pripadnikov odporniškega gibanja prišla v italijanska taborišča, potem ob kapitulaciji Italije bila zajeta strani Nemcev in poslana v sistem nemških koncentracijskih taborišč, Flossenbürg konkretno prvo, ne, in tam je ne tako majhna skupina na koncu prišla v Auschwitz. In recimo teh sploh nimate zapisanih, ne. No in tisto pravim še enkrat,
kar je ta, zdaj sicer, ne morem reči, da je bila skromna raziskava, ampak to je še daleč od tega, ne, pokazala je, da enostavno ni slovenske pokrajine, ne, ki ne bi imela žal zastopnikov, ne, v tem znamenitem taborišču. Ne. In tako sem prej rekel, ne, da tudi v evropskem smislu je to neka vseevropska zadeva, ne, absolutno. Ne. Vprašanje, če še katero drugo taborišče, to vse slovensko kot je Auschwitz. Ne. Ampak še en detalj, ki je pravzaprav tudi do zdaj se ni bil izpostavljen, pa še tole, ne. Ženske, ne. Podatki namreč kažejo, da od leta 1942 do 1944 so med slovenskimi interniranci v Auschwitzu prevladovale ženske. Njih je bilo 2-krat toliko kot moških. V času druge svetovne vojne seveda niso imeli istega položaja, kot ga ima danes, recimo, ne. Ampak ena izmed stvari, ki je zelo značilna, ne, za drugo svetovno vojno na jugoslovanskem prostoru je zelo aktivna udeležba žensk tudi celo v oboroženih spopadih, ne. Ampak konkretno, ne, kar se pa tiče taborišč, ne, pa to je bilo čisto drugače, ne. Torej, to ni bilo tisto, da bi zdaj bilo rekli izjemno je, da ženske sodelujejo, ne. V oboroženem, v odporniškem gibanju so ženske enakovredno sodelovale kot moški, kar pomeni, da je vse bila ista vrednost, da pride tako drugače okupatorjeve roke in da tako drugače končajo v taboriščih, ne. Zdaj pa, seveda, kar se tiče samega nacističnega sistema, ne, je od vsega začetka zapiral ženske. Ampak zaradi več razlogov, ne, so se tako od začetka odločili, da bo zdaj ženske poslali ločeno taborišče. In najbrž je večina ljudi, ki ima malo vsaj pojma o teh taboriščih, sigurno slišala za tudi v slovenskem prostoru precej znano taborišče Ravensbrück, ki je bilo izključno žensko taborišče. In to pomeni, da recimo, če je bila neka ženska Slovenka, 41, 42, 43, ne, zajeta s strani okupatorja, ne, in bila poslana v taborišče, je najverjetneje bila poslana v Ravensbrück z eno pomembno izjemo. Eno taborišče je od leta 1942 sprejemalo tudi ženske in odgovor je jasno katero, Auschwitz. Vsa ostala, Dachau, Mauthausen, Buchenwald so šele v jeseni 1944 začeli sprejemati ženske. In če bi malo zemljevid pogledate, ne, kje je Ravensbrück, ne, to je zelo na severu Nemčije, blizu obale Baltskega morja. Auschwitz je pa danes, ne, na območju jugozahodne Poljske in to je geografsko bližje. Kar pomeni, da če recimo neka ženska slovenskega prostora bila aretirana pa stala v taborišča do jeseni 1944, je imela samo dve varianti, kamor so lahko poslali. Ena je sicer znani Ravensbrück, ena pa je sicer prav tako znani, ne samo iz tega ženske velika, to je pa Auschwitz. In analiza je pokazala, da od okvirno, ne, to je zelo okvirno, kam zdaj rekel številke, 2300 ljudi iz slovenskega prostora, ki so jih postali Auschwitz, je bilo 2/3 žensk. Pri čemer Auschwitz ni bil izključno žensko taborišče. Ta naša slovenska zgodba o Auschwitzu je v veliki meri pravzaprav ženska zgodba. Ne bom špekuliral, ne, da je to vzrok, da mogoče tudi po vojni, čeprav je seveda se položaj žensk spremenil, je zaradi tega to mogoče ni bilo toliko opaženo, ne, češ pomeni so samo tisti, ki so se s puško v roki in z bombami, ne vem, jurišali in tako naprej, ampak malo ta občutek človek tukaj dobi, ne. Ampak jaz bi rekel tako, ne, narediti nekaj stvar prav, pokazati resnico in pravico, ne, ni nikoli prepozno, ne. Teda tisto, kar se mi zdi, da upam, da bom dosegel, ne, s to razstavo je to, ne, da se torej ta velika žrtev žensk, slovenskih žensk v Auschwitzu pravilno začne vrednotiti. Bi lahko primerjali morda žrtve v taborišču v Auschwitzu z drugimi koncentracijskimi taborišči? Ja, in zelo preprosto, ampak zelo okrutno. Najbrž spet ni nikogar, ki ni pač nekako slišal, videl nekoč, ne, da so taboriščniki imeli vtetovirane številke. Ampak zelo malo ljudi ve, da je samo eno taborišče imelo vtetovirane številke, Auschwitz. Auschwitz ni bil začetka največje taborišče in tudi največje uničevalno taborišče, to je postalo zelo postopoma. Ampak leta 1942, ne, je bila stopnja umrljivosti brez plinskih celic v Auschwitzu, ki je postal že takrat zelo ogromno taborišče, tako velika, da so nacisti imeli probleme z kontrolo trupel. Namreč, ne smete pozabiti, da v vseh taboriščih, od prvega Dachaua, ustanovljenega 2 meseca po prevzemu oblasti, pa do zadnjega, ki so ga pač ustanovili v zelo neki pozni fazi vojne, je vedno bil zraven krematorij. Krematorij je bil, morate računati spet, leta so 33, ko je bil Dachau ustanovljen, ni bilo nekaj, kar je bilo tako danes. Danes recimo v Sloveniji 80-90% pogrebov krematorijskih. Takrat je pa to večini ljudem ne samo kot novost, ampak kot nekaj, kar je bilo nesprejemljivo z njihov način razmišljanja grozno. In ko so to nacisti uvedli, ne, ko so taborišča, se postaje vprašanje, zakaj so to pravzaprav naredili, ne?
če je bilo to tako neobičajno. Ne. Odgovor je seveda zelo, bi rekli, tehnično prozaičen. Ne. Vsega začetka so računali visoko smrtnostjo taboriščnikov, ki seveda ni bilo plinskih celic, takoj, ne, in podobno. Ampak tisti napis, ki se ga spet vsi slišali, Arbeit macht frei, ne, ki je najprej stal na vratih Dachau, potem pa vseh ostalih plinskih taborišč, razen Buchenwalda, kjer je sicer pisalo jeden Dasein, ne, vsakemu svoje, ne, moče celo bolj cinično, je pomenilo seveda to, da se boš osvobodil v tem taborišču skozi delo do smrti. In ljudje, ki so jih tja poslali, ne, seveda v teh zgodnjih fazah se je nekateri, potem ko so jih prevzgojili, so jih spuščali in tako naprej, ne vse, ampak veliko jih je umrlo. Ne. Potem je seveda bil problem, ne, če je tudi dnevno 10-50 trupl, ne, higienske razmere in podobno. In potem je seveda upepelitev z higienskega vidika, tehničnega vidika, verjetno se je zdelo najbolj smiselno. Ampak mislim, da je šlo še za nekaj globljega. In sicer je šlo za to, da se pač seveda s tem želelo, da za temi ljudmi ne ostane nič. In v praksi, ne, je to pomenilo, da seveda, če ti človeka ubiješ, ne, pa vseeno je neka točka, na katero se ti spomniš, bojo pač sorodniki neki odnos do tega imeli. Tu pa ni točke, nimaš na kaj fiksirati, ker ni ničesa. No in zdaj, v Auschwitzu, ne, je bila umrljivost jednikov, ne, torej pravim, brez plinskih celic, ne, tisti tak niso dobili nobenih številk, ne, tako velika, da to, kar je bilo sicer značilno vsa taborišča, vseh taboriščih so bili taboriščniki številke. Ampak te številke so imeli običajno torej zašite ali pa recimo nekako vtisnjene, ne, na obleko. Ampak ko je človek umrl v taborišču, so ga slekli. Kar pomeni, da seveda, če je imel za na obleki številko, je seveda potem ta, bi rekli, kontrolno sredstvo izginilo, ne. In seveda pri tako velikem številu trupel, ko so imeli Auschwitzu že leta 1942, je nastal problem, ne, kjer je zdaj točno truplo, da se ne bo kaj izgubilo in tako naprej. In to sem začeli fotogravirati, kar pomeni, da torej tudi potem, ko so ga slekli kot mrtvega, je še vedno bil številka, vedelo se je, koga so upepili. Ker so imeli tako veliko število trupel. No in ni boljšega argumenta, ne, da te seveda še vedno relativno zgodnji fazi, so 42 leta, vidite, kaj je bil Auschwitz. To se tudi jasno kaže pri slovenskih taboriščnikih, ki niso bili tja poslani na isti način kot Judje, kar je mogoče tudi zaradi hollywoodskih in podobnih zadev najbolj znano. Ne. Pri njih ni bila opravljena selekcija. Zaradi tega, ker so v taborišče, recimo, ko so bili ti največji transporti iz Slovenske Štajerske, pošiljali ljudi med 18 letom in 58 letom. Ne. Starejši so poslali neka druga taborišča, mlajši so pa tako razredni otroci pa druga taborišča. Kar pomeni, da so vsi, ki so takrat prihajali, ne, so bili vsaj načeloma, ne, za delo sposobni, ker Auschwitz je bil osnovni delovno taborišče in šele postopoma osnovni članov taborišče. Judovski transporti so bili pa sestavljeni iz vseh starostnih skupin. In seveda z 6-letnim otrokom, z 86-letnim starcem se nimate kaj začeti v delovnem smislu, zato so začeli selekcijo, levo, desno, krematorij, ne, in to posledično je pomenilo, seveda, da so že pri prihodu nekateri ubili, ki sploh niso nikoli zabeležili. Slovenski taboriščniki so isto bili podvrženi selekciji, ampak ne takoj pri prihodu, ampak potem po mesecu dni, ne, so tiste, ki so bili nesposobni za delo, odredili in spet potem, ne, ker je to dnevno tam zelo veliko, ne. Je potem bilo z tehničnega vidika najbolj preprosto, ne, da nimajo številk samo všite v obleke, ampak jih imajo vtetovirano kožo. Simbolno pa bi lahko tudi rekli, ne, to je pomenilo, da ko si ti prišel v Auschwitz, ne, si samo še bodoče truplo, ne, ki te bo ta številka spremljala pač do krematorija. Koliko materijala, arhivskega materijala in drugega materijala bi bilo še potrebno pregledati, kar se tiče Slovencev v Auschwitzu? Zelo dosti. Auschwitz je ogromno taborišče bil, ne. Torej, računa se, da je okrog 1,5 milijona ljudi bilo tja prepeljanih, pri čemer jih je seveda večina bila brez nekih formalnosti ubita, tisti, ki so bili ubiti, ampak že spet tisti, ki so bili s formalnostmi ubiti, to ogromne številke so. Dejstvo je, da so nacisti v umiku velik del arhivov uničili, niso pa nikakor mogli uničiti vsega. Bom samo eno dal podatek, ne, da bo dovolj zgovoren, da boste imeli predstavo spet v dimenzijah, ne, Auschwitza in tudi slovenskih dimenzijah Auschwitza. In sicer gre za fotografije taboriščnikov. Namreč Auschwitz je bil, kot kaže, tudi edino taborišče, kjer so od vsega začetka vse taboriščnike, ki so prišli, fotografirali. On je klasični sistem, kot ga poznamo iz ameriških filmov, ne, spet s profila in tako naprej, pa tista vedno številka. In to je tudi mimogrede, po mojem mnenju, najmočnejše gradivo, ki je nastavljeno na razstavi, ker to so res vse konkretne zgodbe, konkretni ljudje s konkretnimi usodami. Torej, po letu 1943 so to nehali, ker je bilo pomanjkanje finskega fotografskega materiala, ampak še vedno so čisto do decembra in do januarja 1945 so fotografirali neke določene skupine taboriščnikov. Torej, z dobrimi sklepanji lahko ugotovimo, da je verjetno bilo od teh 1,5 milijona ljudi, ki so bili najmanj 200 000 fotografiranih.
kar je veliki procent, in za ogromno večino teh ljudi je to zadnja fotografija pred smrtjo, ki pogosto kar sorodniki sploh ne poznajo, ne, ker je to seveda pač, nišče še ni šel konkretno pogledati Slovenije, sigurno ne, ni bilo, da bi to nekdo centralno uredil, ne, samo če si samo individualno šel, ne. Namreč srečno naključje je to, da je fotograf, ki je večino teh fotografij naredil, ko je dobil ukaz, da morate uničiti, bil je taboriščnik namreč, ne, ni vseh uničil. Tako da okrog 40,000 se jih je ohranilo, kar je seveda zdaj spet manjši del tistih 200, ampak 40,000. To je ogromna številka in po mojem sklepanju je najmanj 800, če ne 850 teh fotografij Slovencev. In vsi vemo, ne, da besede povedo veliko, ampak še več povedo fotografije in slike. Ne. In ko jaz govorim, ta je bil, to se mi zgodilo, ne. Če vi žrtev vizualizirate, še posebej zaradi tega, če se spet vrnemo, ne, ker ni nobenih grobov, ker ni nobenih ostalih točk, da se vi spominjate, ne. Naredite nekaj, kar nacisti niso hoteli, ne. Za temi ljudmi je vseeno ostal spomin in ta je, ker so ravno te fotografije, ne, toliko bolj vidne. Sedaj se bo nekomu zdelo 800, 850, veliko, malo, kakorkoli. Jaz bi bil recimo izjemno vesel, ne, da bi recimo za začetek se sistematično, ne, država Slovenija, ne vem, kdo je za to kulturno ministrstvo, šolsko ministrstvo, na koncu vseeno, ne, ampak mislim, ker gre po mojem za precej majhna sredstva, ne, recimo, da bi se to recimo organizirali, bi s tem začeli recimo, ne, kje je še vse ostalo, ne. Ampak stvar ni nerešljiva, ne, namreč vseh teh ostalih paviljonih, ne, jih je pa mislim okrog 15 zdaj delujočih, ne, imate vedno na koncu, ne, pač kot neko točko, kjer lahko potem, vi vedno potem pregledate vse žrtve, ki so dotične države bile, ne. Mi v Sloveniji lahko z veliko stopnjo verjetnosti to naredimo, še vedno pa ne čisto natančno, ne. Sem pa zelo prepričan, da ostale ex-jugoslovanske republike, ne, nimajo teh spiskov, recimo, ne. Teda tu vidite potem približno, kje mi smo, oziroma kako delo nas še čaka, ne. Ne zdi se mi pa to nerešljivo, ne. Tudi zaradi tega, ker nekoč je bilo res treba iti za vsaki papir dobesedno, ne. Danes lahko to v arhiv, ne, danes lahko to vse urediš preko interneta, danes lahko tudi povem, da pri tej razstavi, ne, in moram izpostaviti, ne, izjemno sodelovanje arhiva samega v Auschwitzu, ki je mnogo večji, kot si ljudje mislijo, ne, ima izjemno veliko gradiva, ne, ne bi bilo tega, če ne bi bilo, mislim, ne samo, da sem jaz tam bil, ne, in so mi dali vse na razpolago, kar sem želel, ampak potem tudi po internetu, so res najmanjši problem, ne, mislim, ob 8 zjutraj sem napisal, rabo bi to pa to, ob 9 zjutraj sem dobil, ne. Teda, vse ostalo so izgovori, ne, da se ne da, da se ne zmore, mislim, glede na to, zakaj se gre lahko denar v tej državi, pa ne zdaj vem, da je krizna situacija, ne, ampak ko gledaš recimo nazaj, ne, pa zakaj se vse najde denar, ne, se mi zdi to tako majhno, pa se ni v denaru vse vedno problem, ne, mislim, problem je več, da so to znanje pa volje, ne, denar pa že pride. Bi mi znali povedati oziroma primerjati, kaj se je zgodilo z judovsko skupnostjo na Slovenskem pred drugo svetovno vojno in kakšno je bilo stanje po drugi svetovni vojni? Ja, judovska skupnost pred drugo svetovno vojno v slovenskem prostoru je bila majhna, zelo majhna, mislim. Vse številke, ki jih potem že, če gledate z ostalimi ex-jugoslovanskimi republikami, pa slovenski prostor je to zelo malo. Torej po nekih zelo realnih ocenah, ne, natančnih spet nimamo čisto, ne, čeprav smo zelo blizu, ne, je bilo verjetno okrog 800-850 Judov pred drugo svetovno vojno na slovenskem prostoru, pri čemer jih je več kot polovica živelo na območju Prekmurja, ker sta bili dve organizirane občini, Lendava in Murska Sobota. Tista bili tudi največji žrtvi potem Auschwitza. Še pa to pomeni, da je bilo na ostalem ozemlju Slovenije skoraj 400 recimo, ne, in po nekih precej realističnih ugotovitvah, ne, bi jaz zagovarjal to, da je od teh 800-850, ne, okoli 600, ne, to je 3/4, tako ali drugače umrlo v holokaustu. Niso vsi umrli v Auschwitzu, ne, največje število ja, ampak to pomeni, da je potem še okrog 200 preživelo, plus minus, ampak od teh jih je potem sicer se velik del vrnil v domovino, ne, ampak je potem tudi velik del hitro zapustil to domovino. Niso šli samo v Izrael, kar je sicer taki zelo pogosto, kar se razlaga, ne. Recimo ta mariborski primer, tako ste bili te dve Mengerevi dvojčici, ne, ena je dejansko bila preizkusni zajček, ne, ena pa ne, ker to bila, zato je Mengele rabo dvojčice, ne, torej ta, ki ni bila, je preživela vojno, ne, in potem se vrnila v Maribor, ampak se je potem v bistvu 48. leta odselila takrat na Češko-Slovaško in smo izjemni privilegij spet, da sem šel leta 2011, ne, ko je bila še živa, imel z njo intervju recimo, ne, in ampak recimo, ne, ona je torej se preživela, se vrnila v Maribor, ampak ni živela potem po vojni v Mariboru, ampak je živela na Češko-Slovaškem. Zakaj do tega prišlo, je več vzrokov, ne.
Zdaj recimo tu pri Češko-Slovaški ne morete reči, da je bilo, ker je tam bil socializem, pa tu pa ni bil socializem, ker je bilo obeh prednječ socializem. Ampak je pač, najbrž ti ljudje seveda so, mislim, čisto človeško, ne, iskali boljše življenje. Da bi rekli, da je bila torej prejšnja oblast protijudovska, ali pa kaj takega, ne, ampak dosti teh ljudi je bilo podjetnih, ne, imeli so neke, ni nujno, neke strašno velike biznise, ne, ampak recimo že trgovino, nekaj tega po vojni ni bilo, ne. In nekateri so se prilagodili, recimo, nekateri pa ne, ne. V vsakem primeru je dejstvo, da je potem po vojni nastala, za razliko teh dveh judovskih občin, ki se je brezvrstavljeno v Prekmurju, judovska občina v Ljubljani, ki je potem bila okrepljena tudi z nekaterimi judi, ki so prišli iz nekdanjih ex-jugoslovanskih republik, ne, in današnja judovska skupnost, ki je v Sloveniji, ki je v Ljubljani, je pač še vedno ta ista, recimo, ne. To ni kritika, ne, je pa ugotavljanje stanja, ne. Zdaj, ko jaz malo to gledam nazaj, ne, recimo, ne vem točno, recimo, kako je moralo biti v 56 letih, ne, ampak zdi se mi, da recimo, kar pač spremljamo aktivno to zadevo zdaj, zadnjih 10 let, recimo, bi si želel, da bi ta judovska skupnost, ne, bila aktivna, ne. Mi Sinagoga Maribor nismo judovska skupnost, ne, mi seveda si želimo sodelovanja z njimi, tudi nismo imeli glede veleposlaništva države Izrael, kot nekateri mislijo, recimo, ne, si želimo sodelovanja, ampak nismo to, ne, mi smo javna kulturna ustanova, ki se ukvarja z judovsko kulturno dediščino, so pa nekatere funkcije, ki jih mi ne moremo narediti, ne da jih ne bi hoteli, ampak ne moremo, ne, mislim, mi ne moremo predstavljati recimo sogovornika v recimo, kar je tudi še vedno neko veliko vprašanje o restituciji premoženja, recimo, ne. Kar vsi vemo, da ne, ni samo za to judovsko premoženje, še kako drugo, ne, in to se vleče, ne. Počasem 30-letnica države, denacizacija je bila, pa se to ne reši, recimo, ne. Torej, jaz vem, da recimo je zelo skromna želja judovske skupnosti Slovenije, da v Ljubljani nekem centralnejšem prostoru dobijo neke prostore, ne, ki mislim, da zdaj trenutno nimajo pravzaprav nobenih, ne, pa se to ne uresniči, ne. Zdaj, nočem dati primerjav recimo z, da bi nekdo rekel, kaj vem, muslimani recimo, ne. Dejstvo je, da recimo danes v Ljubljani zagotovo živi mnogo več muslimanov kot Judov, ne, ampak jaz bi si upal trditi, da tiste družbe, ki so res velike, ne, so velike zato, ker imajo odnos tudi do najmanjšega, ne. In zdaj, če je absolutno pravilno, da se postavi recimo mošeja v Ljubljani, kar je sicer vsi vemo, da tudi trajalo, ne, ampak se je postavilo, ne. Mislim, da bi bil tudi recimo, ne vem, ljubljanske mestne oblasti, če država tega naredi, recimo, se recimo ta prostorski problem, ki ga ima, koliko jaz vem, judovska skupnost reši, recimo, da so potem vidni, nikoli prej, tudi število, karkoli bi rekel, bi špekuliral, ampak najboljše, da sami to povedo, recimo, ne, ampak recimo, to ne morem jaz delati, ne, to, sem pa vesel, ne, če lahko na njihov problem opozorim, ne. Malo bolj pozitivno plat oziroma o preživelih v Auschwitzu. Vi ste že na začetku govorili o tem, da v bistvu so pokazali izjemno voljo po življenju in to je nekaj, kar se pojavlja v številnih pričevanjih. Recimo spomnim se gospoda Olega Mandića iz Opatije. Ste se tudi vi pogovarjali z preživelimi, kakšne izkušnje imate, koliko ljudi je dejansko preživelo? Zdaj, ko govorimo o preživelih, ne, seveda, jaz sem relativno pozno se začel s tem ukvarjati, torej 11 let bo zdaj tega, kar pomeni, da sem seveda imel sicer izjemni privilegij, ne, da sem včasih kakimi 10 preživelimi tako ali drugače, ki so bili v Auschwitzu govoril, ne. Žal je bilo tu veliko zamujenega, ne, ampak jaz zdaj rečem spet, ne, nikoli ni prepozno, ne. V praksi pa moram reči, da številke, recimo, ne, ki so edine lahko res zanesljivo za njimi stojim, ker sem se pač največ s tem ukvarjal, je za Jude iz območja Slovenije, ne. Torej, bila sta dva večja transporta prekmurskih Judov, maja 1944 v Auschwitz, potem so bili pa nekateri Judi iz Maribora, iz Celja, Ptuja, Ljubljane, recimo, ne, ki so bili pa ne samostojni, ampak v nekih drugih transportih, ne. Torej, moja ocena je, da je torej še vedno ocena, ne, ampak precej natančna, da je verjetno okrog 350 Judov bilo slovenskega prostora poslanih v Auschwitz. Domov si jih je vrnilo 23 žensk, pa 3 moški. Zdaj vse raziskave še niso čisto dokončne, ampak še te procent kaže, da je manj kot 10% preživelo. V praksi je seveda to izjemno, ne. Za Rome lahko tudi krečem, ne. Po mojih ugotovitvah je bil ta transport dolenjskih Romov, 77 Romov, pa vsaj še en je bil leta 1944, torej 78, nobeno teh ni preživel, ne, to je celo 100%, ne.
Pri Slovencih, ne, pa tudi zaradi tega, ker so imeli vseeno neki milejši režim, ne, Judje so bili definitivno na dnu, ne, Romi so imeli že malo boljše pogoje kot Judje, ne, ampak vsi ostali, potem, ker so bili arijski, ne, pa seveda še boljše, pa to še ne pomeni, da so absolutno vsi preživeli. Ampak jaz mislim, da bo številka, ko bodo te raziskave narejene, ne, verjetno nekje okrog 60%, da jih je umrlo, ne, 40% se jih vrnilo. Tudi ne smemo pozabiti, da tukaj govorimo, ne, ni nujno, da so vsi umrli v Auschwitzu, ne. Ravno ta, ne, do zdaj pravzaprav spregledani, ne, vidik, ne, tega premiščanja znotraj taborišč, ne, nam bo seveda pokazal za marsikoga, katerega se je mislil, da bo Dachau, ni bil tam in potem, ko se bo to razčistilo, ne, pa jaz mislim, da bo neke take številke recimo na koncu prišle, ne. Tisto, kar bi vseeno izpostavil, je to, da sem imel seveda izjemni privilegij, da sem se z dvema preživelima, ne, srečeval večkrat in zelo intenzivno. Prva je bila Erika Fürst, ki je kot 13-letna deklica, Judinja iz Murske Sobote prišla v Auschwitz in ga preživela. Druga je pa Sonja Brščaj, ki je sicer starejša, iz Primorka, prišla v Auschwitz in ga tudi preživela. Obe sem srečal seveda v precej poznih letih njunega življenja, ne, pa v svojih ne ravno več rosnih letih, ne, ko človek spet malo drugače na vse skupaj gleda, ampak jaz bi rekel, da tiste, kar me absolutno fasciniralo pri obeh, ne, in kar sta mi obe v veliki meri dala, je pač ta ne samo njuna volja za preživetje življenja, tudi ne, še vedno delovanja in seveda poskušanja, ne, seveda te stvari, da se ne pozabijo, ampak to si mi je delovalo pod neki strani tudi kot nekak, ne moče beseda, močna naloga, ne, in upam, ne, da pač v tem smislu sem temu bil kos. Vi ste tudi delovali na področju mladine, kaj ne? Dolgoletni učitelj. Kakšne so pa vaše izkušnje z temi mlajšimi generacijami? Ja, četrt stoletja sem delal v šolstvu, ne. Kar mi je dosti dalo, med drugim pač, da moram zelo koncentrirano govoriti in da se moram pač dobesedno vedno, recimo vsako generacijo znova, kako ne rečem, avtoriteto, ne, če ta beseda ni močna. Jaz sem vedno poskušal gledati avtoriteto, pa upam, da mi je uspelo na strokovnosti, ne. Ampak vseeno sem vedno tudi, za zgodovina meni nikoli ni bila suhoparna, ne, čeprav marsikdo gleda kot suhoparna, ne. Ampak dejstvo je, da recimo sem se vedno trudil stvari narediti življenjske, ne. Ne vem, banalno recimo, če gledate učni načrt, ne, jaz sem iz Maribora, ne, koliko imate vi v Maribora v srednješolski zgodovini. V Ljubljani imate nekaj, ne, pač ker je to glavno mesto, Maribor pa še ne. Jaz bi bil slabi učitelj zgodovine, ne. Če sem z Maribora, da jaz ne bi nič v Mariboru, pa če 10 tam nič not ne piše, recimo, ne, in tako je neko raziskovanje, ne, kaj pa lahko o tem povemo, ne. Tudi konkretno na tem primer Auschwitza, ne, je začetek bilo, ne, pač, ko sem se odločil za ekskurzijo z takratnimi svojimi dijaki leta 2009 v Auschwitz in sem potem hotel ne za samo nekak 6 milijonov žrtev, 1,1 milijon v Auschwitzu, ne, ampak malo nekaj konkretnega iz Maribora, ne. Izkazalo se je, da, ja, ne, da je celo bivši dijak šole, na kateri še mi danes vedno smo, ne, to je prva gimnazija Maribor, kar pomeni, da je ta človek hodil po teh učilnicah, sedel v teh klopeh, več ne, ker te klopi niso, ampak prostor je isti, ne. In potem sem se spomnil ene sicer naslova ene razstave, sicer v Auschwitzu, ki je imela zelo zgovoren naslov, ne, ne tako daleč stran in ne tako daleč nazaj. In potem se je začelo to, no, čist tak, ne. Seveda ta človek imel družino, ti so bili iz Maribora, imel 2 sestre, ki so bile dvojčice, ki sta bile celo Mengelove dvojčici, recimo, kar je spet neka stvar, ki je splošno znana, vse to imate v Mariboru. In take stvari, ne samo, ker je to neki močni čustveni naboj noter, ampak ker je to naše, ne. Mislim, ni za to nekak samo hollywoodsko, ali pa recimo smo videli na filmih, ne. Je neka stvar, ki bi še mogoče pri, če se tako rečem, težji publiki, kot so srednješolci, zagotovo in ponovadi doživi neki pozitivni odgovor, ne. Kar se pa mladih tiče, ne, bom pa rekel tako, ne, sem pač zgodovina, ne, in pač vem, da so že grški filozofi v antiki govorili, da so mladina pa ne bo nič, ne. Ko sem jaz bil mladi, je bilo podobno, ne, daleč od tega, da bi se vsem strinjal, kar pač pri mladi vidim, ampak jaz vedno sem tudi rekel, ne, še vedno trdim, ne, boljših nimamo, kot jih imamo. Kar pomeni, ne glede na to, če se zdaj strinjamo ali ne, če mi res hočemo, ne, da bo iz teh mlajših generacij nastalo boljše, ne, ali pa se približalo tako, kako bi mi radi, ne, potem se moramo potruditi. In začne se pri banalnih zadevah, ne, recimo kot učitelj, ne. Če jaz sam zamujam, recimo, ne, v razred, potem ne moremo drugi zahtevati, da ne smejo zamujati, recimo, ker so dijaki. Ali pa, recimo, ne, če jaz vložim nekaj, če se trudim nekaj narediti, ne, potem verjetno lahko pravično pričakujem tudi od drugih, ne. In še enkrat, ne, najprej moramo mi, ne, ki smo na odgovornih položajih v družbi, ne, narediti
tisto, kar se od nas pričakuje, za kar smo nazadnje tudi, če hočete, plačani, za kar tudi, če človek srcem dela, ne bi smel nobenega problema biti, potem pa gre vse lažje. Ker boljših nimamo, kot jih imamo. Učenje po vzoru, pravite. Ja. Bi mi lahko še zaupali, morda kakšne plane imate v sinagogi v Mariboru glede te tematike? Pa planirate, če se ne motim, tudi katalog? Katalog je pa ravno kar pred izidom, tako da bom rekel, da sem zelo vesel, da je ta stvar ratala, ker ni tako preprosto spet to vse skupaj. Jaz namreč še vedno trdim, da knjige so pač tisto ključno, ker razstave pridejo pa grejo, tudi če so virtualne, format se spremeni, ne moreš več gledati, ker nimaš predvajalnika. Knjige so pa sicer tradicionalne, pač na policah stojijo in čakajo. No in zaradi tega mi je bilo tudi ta katalog to pomembno in upam, da bo pač nekako spodbudil te zadeve, o katerih sem govoril. Že to, da bi seveda ne samo nekaj splošno se zavest pomena Auschwitza za našo preteklost in sedanjost v Sloveniji povečal, ampak da bi potem čisto konkretno to bil neki začetni napor za nadaljne napore, da končno prijemo do jugoslovanskega paviljona, mogoče samo slovenskega paviljona v Auschwitzu. In smo prispeli do konca te epizode. Hvala gospodu Borisu Hajdinjaku, direktorju Mariborske sinagoge, in hvala vsem, ki ste bili z nami. Naj vas še spomnim, da je razstava z naslovom Tu se je smrt utrudila do smrti, slovenske žrtve Auschwitza, na ogled v Muzeju novejše zgodovine Slovenije vse do 15. marca.